pogovarjali o morebitnem odstopu vlade? Nič, to ni bilo sploh tema. Pa mislite, da bo vlada odstopila, mislite, da bo šel premier Janša pod zaupnico, da jo bo vezal na zakon? Težko to komentiram, to ni stvar moje odločitve. Kaj pa mislite, da je najbolj verjetni scenarij? No, najbolj verjetni scenarij je ta, da delamo odgovorno naprej, dokler se vsi skupaj ne odločimo drugače. Kakšne so razmere v koaliciji trenutno? Zelo trdne in pravzaprav kompletno soglasje okoli premierjevih odločitev. Gospod Pahor je rekel, da naj vlada vendarle sprejme odločitev glede na napovedi, kako na to gledate? Jaz gledam samo tako, da vsaka odgovorna opozicija bi morala imeti tudi ambicijo priti na oblast in zelo čudim se tem zadržkom, torej kljub zelo ostrim kritikam oblasti ne želijo prevzeti oblasti, kar je po moje smešno za politično delovanje. Mislite, da je možnost predčasnih volitev realna? Mislim, da je ključno za nas v vladi, da delamo odgovorno naprej, da se pripravljamo na predsedovanje in da speljemo torej vse postopke do končne odločitve. Mislite, da se bo predsednik vlade sestal s koalicijo, tudi z opozicijo? Kaj mislite, da bo naredil? To je pač njegova odločitev. A da ste eno izjavo, gospod minister? Ste govorili kaj o načrtih, o vstopu tej vlade? Kaj mislite, da se bo zdaj naprej dogajalo? Mislite, da se bo predsednik vlade sestal s koalicijo, potem z opozicijo? Kaj je najbolj verjetno? Predčasne volitve, zaupnica, odstop vlade? Kaj pravite? Vlada normalno naprej dela, kakšni bo pa načrti predsednika vlade, najboljše vprašati. Ste tudi vi deležni teh pritiskov, o katerih predsednik vlade govori, je tudi vaše delo nevzdržno? Oziroma razmer, v katerih delate? Sigurno je delo težko, zato ker posebno naše ministrstvo se mora usklajevati z socialnimi partnerji, se mora usklajevati z nevladnimi organizacijami in zelo dolg je proces, ko pride do parlamenta. Tako da sigurno je delo oteženo, vendar na našem področju smo dosegli maksimalno in smo zadovoljni z vsemi zakoni. Hvala lepa. Ja, kaj novega? Včeraj smo se stebili, smo predstavili tisto kartoteko političnih obsojencev in Tam ste tudi veliko povedali o tem, da v bistvu je res nevzdržno v bistvu stanje v državi, da kot ministri v bistvu imate resno otežkočeno svoje delo. Ali še vedno to po današnjem sestanku vlade v bistvu to obstaja isto? no, povedal sem tudi, kateri so razlogi za to. Naj jih pač na tem mestu še enkrat ponovim, če jih morda kateri niste slišali. Ampak se lahko ustavite sami ministri? Razlogi za težavno delo so gotovo te, da kot sem že včeraj povedal, da ne moremo posredovati stvari take, kot so javnosti oziroma javnost ni seznanjena z našim delom. Sam sem povedal primer, ko sem v državnem zboru zadnjič, ko je tekla izjemno razgreta in politikantska razprava pri zakonu o zaključku denacionalizacije, sem v tej razpravi 3-krat interveniral, vendar so vsi mediji vzeli samo tisto, kar so govorili razpravljavci, nihče ni govoril o tem, ker je povedal ministr. Torej, krivi z mediji so krivi za to, da ministri ne morete delati, gospod predčasne volitve, kaj pričakujete zdaj? Ne trdim tega, samo trdim, da državljani niso obveščeni, kaj sem povedal. Zdaj, kdo je razlog za to, da do tega ni prišlo, to presodite sami. In se vam to nenehno dogaja? Ali je to en primer? No, drug primer je pa prav gotovo tale, da je svede naravnost nevzdržno, če 670 novinarjev, njih ne bilo toliko, podpiše izjavo in jo pošlje v tujino, v kateri pravi, da je v Sloveniji strahovlada nad novinarji, da vlada odstavlja urednike in da so v celoti odvisni naše vlade. Gospod Štorman, pa kakšen je zdaj predviden scenarij? Bo prišlo do odstopa, se pogovarjate o možnost predčasnih volitev, se vam zdi verjetna? Gospod Erjavec, gospod minister, nam lahko poveste samo o eni izjavi. Gospod minister. Je kaj novega? Vas je kdo okregal? Gospod Erjavec, ali boste izstopili iz koalicije? Ja smo. Ste trdni v koaliciji?
Popolnoma. Ne boste odstopili Jaz, zakaj? kot vlada? To je bo vse odprto, to je bo vse možno. Hvala. Gospod Bajuk. Gospod Podobnik, Gospod Podobnik, počakajte, lepo vas prosim, počakajte. Mi smo vam tudi rekli, ne, da bo to nekaj dni trajalo, o tem se seveda še pogovarjamo in ni pa nikakršne spremembe. Zadeva je resna, še vedno mislimo to, kar je predsednik tudi v našem imenu vsem povedal, na takšen način, v takšnem dušju je nobena vlada ne more biti verodostojna, če je predmet stalnih načrtnega očrnjenja in morate malo počakati, ne, ampak glede tega pa vemo, ne, da ura teče in da je treba se o teh stvarih kmalu odločiti, na tem delamo in mislim, da Kako predvidoma, gospod Bajuk, kakšen je predvideni? Predvidoma pravočasno. kakšne so razmere trenutno v koaliciji? Zelo dobre. Koalicija trdna, zdaj so nobenih težav. Težave so v marsikje, ne, a vendar je pa ta koalicija bolj trdna kot pa katerakoli druga prej. Gospod Podobnik, kakšna je možnost po vaši oceni predčasnih volitev? Socialni demokrati pravijo, da zaupnice proti vladi ne bodo podprli, če bi do nje prišlo, so pa pripravljeni glasovati za razpustitev parlamenta, če bi vlada tako želela. Danes je imela vlada zelo vsebinsko sejo, dolgo sejo in zelo pomemben del priprav na predsedovanje Evropski uniji vezano na energetski klimatski paket, kjer sem bil zelo aktivni udeleženec. Drugače sem pa v skladu s sklepom včerajšnje seje izvršilnega odbora tudi pisno predlagal predsedniku vlade, da v bližnjih dneh skliče vrh koalicije, na katerem bi se zelo detaljno pogovorili o aktualnih dogajanjih, še posebej tistih, ki so vezani na oceno predsednika vlade, da so možne vse poti, to se pravi tudi možnost odstopa vlade. To je tako pomembno vprašanje za prihodnost države, še posebej pa je to pomembno vprašanje glede bližajočega predsedovanja Evropske unije, da se je o tej temi potrebno zelo odgovorno pogovoriti na ravni koalicije. Kako hitro bo vrh? Jaz sem pač predlagal to v pisni obliki, predsednik koalicije bo pa odločil, če in kdaj bo ta pogovor opravil. Tudi vi menite, da je koalicija trdna? Koalicija deluje zelo dobro, jaz nimam nobenih. Tudi Desus je trden člen koalicije, ta trenutek še? Nič nismo čutili z nobeno izjavo, z nobenim današnjim nastopom gospoda Erjavca, da bi tukaj kakšna sprememba, jaz te nisem začutil. Se pravi, kako ste govorili danes o odstopu vlade? Ali že znamo, bo vlada odstopila ali bo vezala glasovanje zaupnici na nek zakon? Tukaj nisem prava oseba. To je v pristojnosti predsednika vlade. Ne bi želel z vašim razumevanjem komentirati nadaljnih dogodkov in bi vas prosil in predlagal, da se obrnete na predsednika vlade. Ali je predsednik vlade bil danes razpoložen, oziroma kako je potekala? Zelo delaven. Ampak ali je tudi morebiti malo črno gledal proti gospodu Erjavcu? Predsednik vlade je kot vedno gledal s simpatijo na vse ministre in nam bilo je dobro vzdušje, delovno, toliko dela imamo, da ga komaj upravljamo v rokih, kot smo si jih sami določili. Hvala lepa. Gospod Janez Podobnik, samo še nekaj. Kaj so te vrečke I love Slovenija oziroma to pa je danes bila sprejeta, torej celostna podoba Slovenije, na katero smo lahko vsi ponosni. Kaj pa je nosite notri v njej? Torej, kakšna je vsebina vrečke? Gospa sekretarka vam pokazala. No, povejte, gospa sekretarka, kaj je v vrečki. Boste kar sami pogledali. Ja, ne, povejte nam vi, no. Ne vem, ker smo to dobili. Ja, ampak niste še sploh pogledali. Ne. Ja.